tistega dela z macolo, kot imate nekatere stranke v grbu, tega skoraj ni več ali pa ni več, težaškega dela je bistveno manj, vse je bolj mehanizirano, sofisticirano in zato so tudi delavci, ki vstopajo v pokojninski sistem, čedalje bolj vitalni. Gospod Tanko, a ste vi kdaj videli, kako izgleda delo znotraj doma starejših občanov? Tam medicinske sestre, negovalke, vsako noč preložijo tudi do 2 tone, pa ne krompirja, ampak ljudi iz postelje na posteljo. Izgorelost, uničene hrbtenice, dolgotrajne bolniške, vse to so posledice tega garaškega, težaškega dela v negi in v skrbstvu, ki ga ljudje že 40 let ne morejo opravljati, kaj šele, da bi ga opravljali kaj dlje. In tega dela bo samo še več. Naprej. Zdajle se zaključuje sezona poletnih dopustov. Sezona, ko več mesecev se kregamo in pritožujemo nad gnečami na avtocesti, zato ker so te avtoceste razbite, ker se spremenijo gradbišča. Tam zunaj je 40 stopinj, ljudje pa gonijo lopato, mešajo beton, prekladajo cegle in garajo od zore do mraka. Ali pa konec koncev, saj gremo skoraj vsak dan v trgovino. Tam na blagajni je trgovka, vrsta živčnih ljudi in tista trgovka 8 in več ur na dan, bip, 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 na normo, na tempo. Vi pa pravite, da težaškega dela ni več. Ga je, še kako veliko ga je, navedel sem vam samo 3 primere. Ljudje garajo in garajo 40 let. Na profilih, v poklicih, kjer so plače slabe, pogosto najslabše, so na minimalkah. In kakšne penzije imajo potem te ljudje, ki tam garajo in se lamajo na šihtu 40 let? Ja, slabe, dostikrat take, da z njimi sploh ne morejo preživeti. In zdaj vi bi kako to reševali? Ja, v osnovi tako, da ljudem ponujate in jih spodbujate, naj delajo do smrti, da se na šihtu garajo do konca. Zakaj? Ja, samo zato, da tistih par ljudi v naši družbi, ki ima v lasti fabrike, pa ki ima v lasti trgovske verige, pa ki ima v lasti velike poslovne komplekse, svoje milijone še malo dodatno oplemeniti. Ankol dost, pa če človek crkne. Ne može. In zato sem zelo, zelo proti temu današnjemu predlogu, ki ste ga prinesli na mizo. V tej državi potrebujemo ravno obratno politiko. Prvič, ljudje delajo v resnici že zdaj preveč, glede na to, koliko dobijo ven iz svojega dela. Mi moramo skrajšati delovni čas v 21. stoletju.